Oj, otroci, nova sreda, nova zgodbica. Danes nosi naslov Izgubljeni ključ. Nekega dne je Marko na poti iz šole proti domu izgubil ključ od domačih vrat. Pred vrati je brskal po torbi in žepih, a ključa ni bilo. Kaj pa sedaj? Vedel je, da ima problem. Ne enega, več. Prvi je ta, da ne more v stanovanje. Drugi, še večji, pa da se bo mama zelo jezila, saj ga je vedno opozarjala, da naj pazi na ključ, da ga ne izgubi. Kaj mu je preostalo? Vrnil se je nazaj proti šoli, vso pot gledal v tla v upanju, da ga zagleda. Ker vendar ključ ni tako neopazen, visi na obesku z malo zeleno nogometno žogico. Na poti nazaj proti šoli je spraševal sošolce in sošolke, ki jih je srečeval, če je kdo našel kakšen ključ. Odgovor je bil vedno isti: ne. Iskal je naprej. Ko je prišel do šole, je pogledal še na šolsko igrišče. Ključa ni bilo. Zdaj ga je že pošteno skrbelo. Odšel je v svojo učilnico, pogledal v garderobo, a brez uspeha. Kaj pa se je dogajalo ta čas z izgubljenim ključem? Ker Marko nikoli ni kaj dosti pazil na svoj ključ in tokrat ni bilo prvič, da ga je izgubil, je imel vsega zadosti. Tisti dan ga je Marko porinil v žep na torbi in ker zadrge ni zaprl, je na igrišču padel iz predala, ko je vrgel torbo v travo. Ključev je bilo vsega dovolj in mirno je obležal v travi, nato pa se je razjezil in se takoj odpravil v deželo izgubljenih ključev. Ja, tudi takšna dežela obstaja, ker nekje se pač morajo zbirati vsi izgubljeni ključi. Saj ne, da bi se Markov ključ želel podati v deželo izgubljenih ključev. Veliko raje bi ostal z Markom, a tokrat je imel res vsega dovolj. Dežela izgubljenih ključev je bila nekaj posebnega. Tam je bilo ogromno ključev in kako različni so bili. Markov ključ se jih ni mogel nagledati. Še eden izgubljeni, so ga pozdravljali ključi. Kar pridi med nas, tu ti ne bo nikoli dolg čas, so mu rekli. Tako je začel spoznavati druge ključe. Bili so različnih oblik in velikosti. Prvi mu je povedal, da je ključ od ključavnice na kolesu, drugi je bil od garaže, tretji od kolesarnice. Nato so sledili ključi različnih vrat. Celo ključ od zaklada je bil zraven. Sledili so ključi nenavadnih oblik. Bili so ključi za privijanje vijakov, prepoznal pa je ključek za računalnik, ker se je z njim večkrat srečal v Markovem žepu. Seveda ni bil isti, ker je Marko ključek za računalnik bolj čuval in ga še ni izgubil. Ko je spoznal že skoraj vse ključe, je na koncu zagledal ključ, ki je bil povsem drugačen od vseh drugih. Bil je tako lepo zaobljen in nenavaden. Vprašal ga je, kako se imenuje, in ta mu je povedal, da nosi ime violinski ključ. Kaj pa ti odpiraš, je bil radoveden Markov ključ. Jaz pa odpiram vrata glasbi. Brez mene se ne začne nobena skladba na svetu. Če si pa tako pomemben, kako so te lahko izgubili? Saj nas je na svetu veliko, je rekel violinski ključ, ker nas si ljudje lahko kar narišejo. Imel sem veliko smolo, da me je narisala deklica, ki me ni marala. Ni želela hoditi v glasbeno šolo, kjer se je morala naučiti risati tudi mene. In ker me je kar naprej radirala,
sem nekega dne zbežal od nje. O, to je moralo biti pa zares hudo, je rekel Markov ključ. Tisti dan je slišal še veliko zanimivih zgodb o ključih, spoznal pa je, koliko stvari ljudje povezujejo s ključi. Na primer, ključ do resnice, ključ do rešitve, ključ do znanja, ključ za uganke, ključ do sreče in tudi ključ do ljubezni. In še. Markov ključ teh ključev ni spoznal. Videl pa je, da so vsi ključi pomembni, ker nekaj odpirajo ali odkrivajo. Ključi so mu povedali tudi to, da se nekateri vrnejo nazaj k svojim lastnikom, eni prej, drugi kasneje, odvisno, kako so z njimi ravnali. Markov ključ se je malo zamislil in rekel: kar vrnil se bom k Marku. Zdaj je bil že tako kregan od mame in verjetno se ne počuti preveč dobro. Mogoče bo zdaj bolj pazil name. Poslovil se je od vseh, ključ za privijanje vijakov pa je dal še v slovo, da se lahko vrne kadarkoli, če se mu bo godilo slabo. Odpravil se je proti Markovi hiši, ko je prispel, si odklenil vrata in tudi lepo zaklenil je. Se ulegel na polico pri vratih in počakal na jutro. Morali bi slišati Markov krik veselja, ko ga je zagledal na svojem obesku z malo zeleno nogometno žogo. Mama, je zaklical, pa ga le nisem izgubil. Tudi mama ni vedela, kaj naj si misli. Vsi pa so bili veseli, da je izgubljeni ključ spet najden. Vsi smo kdaj kot Marko, ne? Izgubljamo ključe. Včasih jih najdemo, drugič pa ne in odidejo v deželo izgubljenih ključev. Ampak upam, da ključa za pravo pot v življenju nikoli ne izgubite. Tako, to je bila današnja pravljica. Če vam je bila všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Oj, do naslednje srede.